Danes vam bom povedal eno zgodbo o tem, kako sem spoznal pred leti, mislim, da je več kot 10 let nazaj, enega igralca. In je to nekako povezano, veste, s temi željami, to, kar mogoče si kot mlajši želiš, pa se ti zdi mogoče kdaj, to je res butasta želja ali pa ideja, ne? Pa pol malo pozabiš na to, pa se ti pa zgodi. Bila je sicer zadeva taka, da sem gledal kot otrok, verjetno tudi kakšen od vas, Teater Paradižnik. Teater Paradižnik, nadaljevanje tega, mislim, ne ravno nadaljevanje, ampak podobni igralci so bili potem v naši mali kliniki. Zdaj, nekateri poznate oboje, nekateri samo eno, nekateri samo drugo. In tam je igral, v obeh je igral tudi Janez Škof. In jaz takrat sem si pač želel, ker je igral v Teater Paradižnik tudi harmoniko in je odigral en skeč, sem rekel, ta igralec mi je pa res zanimiv, ne? Nekako sem se mogoče poistovetil, ker je bil glasbenik. In sem rekel, tazga človeka bi bil res spoznati, če je tudi zabaven tako v živo, ne? No in leta kasneje, se pravi, Teater Paradižnik se je dogajal, ko sem bil jaz, ne vem, star, kaj pa vem, mogoče 10 let. In potem leta kasneje, ko sem bil enkrat doma, nekdo pozvoni na vratih, prejem jaz ven na stopnišče in ja, pred vrati na dvorišču stoji gospod Janez Škof, igralec. In jaz gledam in najprej sem mislil, najbrž se je zmotil, nekoga išče, ne, pa jaz vprašam, ja, želite, ne? In reče, a tukaj delate vitraže? Namreč mi smo doma včasih imeli podjetje, ki je izdelovalo vitraže. Tisti, ki ne veste, vitraži, največ vitražev imate v kakšnih cerkvah, to so tista raznobarvna stekla. In tu smo pač delali doma privat za razna vrata, okna in tako naprej. In rečem jaz, ja, delamo, ne. In moja mama se je takrat odločila, da bo naredila tečaj za vitraže, da nauči še druge, kako se dela, da dobijo neko izkušnjo. In pride gospod Janez Škof s svojo ženo in reče, moja žena bi se pa rada naučila delati vitraže. In sem rekel, ok, bom jaz poklical mami in se boste pač dogovorili, ne, kako pa kaj naprej. In ja, na tak način sem spoznal gospoda Janeza Škofa, ampak to še ni vse. Pred kratkim, se pravi, to je bilo pa nazaj, zdaj mogoče kakšen mesec ali pa kakšen teden, ga spet srečam. In pač tam sem nekaj stal, nekaj se je dogajalo in se je pogovarjal z nekom drugim in pol pride do mene in se mi predstavi. On se meni predstavi. Si predstavljate, gospod Janez Škof pride do mene in se mi predstavi, dobro, jaz sem pa Janez Škof. In kam jaz govorim, ja, vem, vas poznam, saj ste že bili pri nas. Gleda, kaj? Čisto je bil presenečen od mojim odgovorom. Jaz tako, ja, bili ste pri nas že, vaša žena se je učila pri moji mamici vitraž delati. On, ja, in reče, tvoj oče mi je pa popravil harmoniko. Sem rekel, ja, res je, drži. In komunikacija je bila res taka zanimiva, ampak kar sem želel povedati je, da stvari se uresničujejo in v življenju si po moje ne bi predstavljal, da pride neki igralec do mene in da se mi predstavi. In ja, pač zadeva je zanimiva. Mogoče predvsem zaradi tega, da ko si nek otrok, ko si mlajši, si predstavljaš marsikaj in da se ti to zgodi čez toliko in toliko let, 10-20 let, neka taka zgodba, je podobno, kot da bi bil še zmeraj tisto otrok, da si doživel tisto željo, tisti cilj iz svoje mladosti, da se tisti ogenček vname in da je neka kljukica v življenju, lej, to se mi je pa res uresničilo. Je trajalo, ampak se je. In tukaj vam dam mogoče malo za razmislek, a ste imeli tudi vi v svojem življenju kakšno tako zgodbo, da ste si dolgo časa nekaj želeli uresničiti, nekoga spoznati, se, ne vem, s kakšnim avtom peljati. In se vam je to mogoče čez toliko in toliko časa zgodilo. Imate kakšno tako neverjetno zgodbo, dajte jo deliti mogoče, napišite, da mogoče delim še z drugimi. Dajte predvsem zaradi sebe to narediti, da malo razmislite, pa malo mogoče svoje možgančke, jim date malo dela, pa predvsem zaradi tega,
da zbudite v sebi tiste pozitivne občutke, tista čustva sreče mogoče, da se vam v življenju dogajajo tudi lepe stvari, ki ste mogoče na njih mičkem pozabili v tem času, mogoče, kar se nam je dogajalo v zadnjem obdobju. Tako da ja, dajte pomisliti, kaj je bilo tazga, da lahko zdaj rečete, sej res, to se mi je pa zgodilo, pa sem čisto pozabil na to. En lep dan vam želim, pa dajte razmišljati, malo možgančke vžgite. Čau, čau!